Dobrodošli in lepo pozdravljeni v oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in vesela sem, da bomo tudi danes skupaj spoznavali eno zelo pomembno poletno temo. Veliko smo v naših oddajah govorili o tem, da je pomembno, da poleti zaščitimo našo kožo pred negativnimi sončnimi vplivi, no mislim pa, da čisto prevečkrat pozabimo na naše naglavno okrasje, torej na naše lase. Vsi verjetno ste tudi sami že opazili. Drugačni so poleti, bolj sušeni, konice se hitreje cepijo, pa tudi barva nam občutno hitreje zbledi. Seveda, če uporabljamo prave izdelke in imamo tudi prave postopke ter rutino, pa se lahko vsem tem težavam izognemo ali pa jih vsaj dobro omilimo. Kako to storimo v praksi? Kmalu izvemo iz prve roke. Danes je namreč v moji družbi izjemen gost. Verjamem, da ga mnogi poznate. Mogoče ste imeli celo že to srečo, da vam je kdaj oblikoval kakšno fantastično pričesko. Z nami je sicer globalno certificirani kene edukator Luka Škvorc. Živjo. Živjo, Ajda. Sem te lepo napovedala, sem povedala vse, kar počneš, kolikokrat dejansko še primeš v roke tudi škarje pri vsem tem delu, ki ga imaš zdaj? Seveda, zelo veliko delam, sploh v teh poletnih mesecih imamo frizerji zelo veliko dela, sploh tudi po poletnih mesecih, ravno zaradi tega, ker ko punce hodite na morje, včasih pozabite in niste tako zelo pridne, kako res negovati lase. Ja, in zato mislim, da je prav, da bova danes o tem malo spregovorila. Predvsem mi je všeč, ker bo Luka govoril z prakse. To se pravi ne samo, da je on že na nivoju, ko izobražuje druge o znamki kene, tudi sam izhaja iz frizerske družine, lahko rečeva. Tudi mama frizerka, to se pravi, imate to že nekako v generacijah in delaš tudi z lasmi. Tako da konkretno vidiš, kaj se z našimi lasmi dogaja v teh poletnih mesecih, ko je na delu kaj, predvsem sol, veliko sonca. Morje in klor nista najboljša prijatelja z našimi lasmi, kaj ne? Tako je. Zelo radi hodimo na morje, zelo radi hodimo v toplice. Tu se zelo veliko pojavlja klor, sol, sončni žarki. Veliko poudarka dajemo samo nego kože. Koža je tista, ki se zelo hitro oglasi, lasje pa so tisti, ki bodo neke trajne poškodbe pokazali šele čez čas, čez mesec, dva, ko pa bo že mogoče tudi prepozno oziroma bomo potrebovali dosti več dela, da dejansko jih spet nazaj oživimo. Ja, zato ker ponavadi pa želimo imeti dolge lase, kar pomeni, da v opcijo ne pride tisto, da pač enostavno tiste lase, ki so uničeni, samo pokrajšamo. Če bi delovali po tem principu, bi bilo to seveda lažje, ampak če pa želimo sploh nekako ohranjati tudi to dolžino, je pa zelo pomembna dosledna nega las. In zato me v bistvu zanima, kaj bi ti kot strokovnjak rekel, da je osnova dobrih las? Osnova dobrih las je zagotovo, da uporabljamo dobre izdelke za nego. Vsekakor pri kene gledamo, da so lasje res lepi negovani, več kot 100-letna tradicija in zelo sem ponosen, da lahko danes govorim o kene izdelkih. Predvsem pa mi je zelo pomembno, da imamo neke rutine, ki so dosledne sploh v poletnih mesecih. Dobro, če čez zimo spustimo kakšen tretma, zagotovo čez letje moramo toliko več pozornosti posvetiti negi las. Nega las je tista, ki meni kot frizerju mislim, da bi mogla biti na dnevni bazi, nikakor ne na tedenski, ampak sploh dolgolaske ste tiste, ki potrebujete nego. Nega mislim, da mora biti vedno sestavljena iz različnih sklopov. Zelo dobro je, da imamo dober šampon. Šampon je tisti, ki zelo lepo očisti samo lasišče. Super je, če ima negovalne sestavine, ki v bistvu same po sebi tudi zelo lepo znegujejo. Naslednji korak je regeneracija. Regeneracija je tista, ki mora biti. Torej, da so lasje regenerirani, tu ponavadi govorimo o regeneratorju. Regenerator je tisti, ki zapre samo lastno steblo in nam daje tisto lep odboj svetlobe. Kdo ne želi imeti lepih, sijočih las? Vse, seveda vse. Danes bomo govorili sicer tudi o maski. Kaj pa praviš o maskah poleti? Verjetno tudi še toliko bolj potrebne, ne maske za lase? Absolutno. Maske so tiste, ki jih moramo uvesti. Ne rabimo jih uporabljati na neki dnevni bazi, ampak na vsake toliko časa, recimo na tedenski, na 14-dnevni, odvisno od tega, kolikokrat si umivamo lase, pa je potrebno malo večjo strukturirano formulo, da vseeno malo bolj znegujemo same lase.
Zdaj mogoče, danes smo res rekli, da bojo informacije z prve roke. Kaj si ti skozi svojo frizersko prakso ugotovil? Kje ženske in moški delamo najpogostejše napake pri negi las poleti? A tudi sami delamo neke postopke, ki še dodatno poškodujejo lase, recimo? Absolutno. Jaz mislim, da največja napaka, ki jo delamo, je ravno ta dosledna rutina, ki jo imamo. Velikokrat kupimo neke izdelke, nam stojijo v kopalnici na omari, zato so, da se uporabljajo. Zagotovo zelo pomembno je sploh v poletnih mesecih, da dodobra speremo morsko sol iz samih las. Vemo, da veliko hodimo na morje, radi se sončimo, moramo uporabljati izdelke, ki imajo zaščito pred UVA in UVB žarki. V nasprotnem primeru bomo imeli prej suhe lase, barva ne bo tako obstojna, kar pa v bistvu ne želimo. Povej mi še, enkrat sem nekje slišala, da recimo lahko lase poškodujemo, sploh ko so mokri, ker so še bolj občutljivi. A moramo biti pozorni tudi, kako jih obrišemo z brisačo, recimo? Absolutno. Ko so lasje mokri, so dosti bolj elastični, kar se zelo vidi. Zato recimo jaz kot frizer ne razčesujem samih las, kot so mokri, oziroma ko jih vedno začnem na spodnjem delu, pa grem proti zgornjem. Brisača. Brisača je tista, zelo radi rečemo, da si sfrotiramo lase, ampak to ni najboljše za lase. Boljše je, če jih samo popivnamo, ker brisača lahko tudi isto. Mokri lasje so bolj elastični, prej jih poškodujemo. Sploh v primeru, ko so lasje cvetljeni, ko so lasje beljeni, ko so lasje mogoče tudi dosti bolj porozni. Wow, ena res zanimiva debata nas čaka. Jaz jo prekinjam zgolj in izključno zato, da vas na hitro obvestim tudi o lepih ugodnostih, ki smo jih pripravili v tokratni oddaji samo za vas, drage moje in dragi moji. In sicer ob aktivaciji kuponov dobite 50-kratne točke na izdelke iz linije Kene Design. To se pravi na celotno linijo Kene Design od danes pa do nedelje ob aktivaciji kuponov, ki vas že čakajo v kupon centru v aplikaciji Moj DM. Če ste mogoče danes z nami prvič, bodite pozorni, medtem ko bova z Luko klepetala, se bo v naši spodnji vrstici na aplikaciji prikazoval tudi izdelek, o katerem bova klepetala. Če boste na izdelek kliknili, to enostavno pomeni, da ga pospravite v vašo nakupovalno košarico. Naj še enkrat spomnim, pred zaključkom nakupa nujno aktivirajte kupone, da vam bomo lahko vse današnje ugodnosti tudi upoštevali. Pa še ena dobra novica, vsi tisti, ki ste danes v naši družbi, torej ki nas spremljate od začetka do konca, boste avtomatsko sodelovali tudi v naši nagradni igri, oziroma nekaj vam bomo na koncu podelili tudi lepe Kene izdelke. Nagrajenci bodo znani v roku nekaj dni na DM-ovi spletni strani, jaz pa seveda držim pesti za vse vas. Dobrodošli, da kaj natipkate in zapišete tudi v našo klepetalnico. Sicer pa ja, mislim, da je dobro, da začneva res z enim od najpogostejših poletnih izzivov, to pa so, mislim, popravi me, če vam narobe, suhi in neukrotljivi lasje brez tistega pravega sjaja. A bi ti rekel, da je to mogoče tisti prvi znak, da nekdo čez poletje ni naredil domače naloge in poskrbel za svoje lase? Ja, zagotovo. Takoj, ko si začela o tem govoriti, sem se spomnil na keratin. Keratin je v bistvu beljakovina, ki je v samih laseh. Keratin je tisti, ki nam da take frize, lase, ki so in suhi in taki, veš, da jih je res zelo veliko. In se mi zdi, da keratinski šampon je must have izdelek, ki ga moramo imeti v domači kopalnici, sploh ko so lasje suhi, poškodovani, bez jaja. Torej, sploh poleti bi lahko rekla, in lepo si že na nek način opisal najin prvi izdelek danes, šampon za lase Design Keratin. Zdaj, kako pogosto naj se poleti umivajo lasje? Veliko ljudi je seveda, ima tudi težave s potenjem, ali pa bom rekla, se potimo več, kot se potimo sicer, uporablja se SPF na plaži ali pa recimo bazenu. Torej, kdaj lahko rečemo, da je umivanja preveč oziroma premalo? A mava, ne vem, lahko mogoče rečeva, približno tokrat bi se pa moglo umiti čez poletje. Ja, nekega dejanskega recepta skoraj nimava. Predvsem, kjer jaz kot frizer svoje stranke upozorim, je na kakšen način umivamo same lase. Moje stranke so v večini primerov navajene na dvakratno umivanje. Tisto prvo umivanje naredi res čiščenje, drugo umivanje pa je zgolj zato, da se mi v bistvu počutimo bolj čiste, bolj umiti. Zelo super mi je, da ko recimo mi umivamo same lase, damo sam izdelek na roko,
Vsi izdelki Kene so zelo koncentrirani, kar pomeni, da bomo jih mogli dodati malo vode, nanesemo, spenimo in pa gremo direktno v lasišče. V lasišču ne bomo s takimi grobimi gibi prali, drgnili, ampak bomo res skupaj z masažo očistili samo lasišče. Jaz osebno nisem pristaš, da bi dolžino umivali, drgnili, ravno iz tega, kot smo že prej rekla, vsako drgnjenje mokrih las lahko naredi neke trajne poškodbe. Jaz v takih primerih v bistvu umivam samo lasišče, ampak saj veš, vedno ko umivaš, šampon teče čez same lase in s tem v bistvu že samo očisti. To je dovolj. To je dovolj, to je absolutno dovolj. Ko pogledamo recimo čez poletje, v poletju predvsem je zelo dobro, da speramo lase. Torej, da jih pred samim šamponiranjem sol, klor, prvo speremo iz samih las. Ravno iz tega, da ne bomo s temi grobimi delci že dodatno čistili. Se poznaš kakšne solne pilinge, tega pa recimo pri samem šamponiranju ne želimo. Tudi vidi se, ne, recimo, ko drugi šamponiramo, ne, je občutno več pene, vidi se, da ni, a ne, da je lasišče, prvo to, bom rekla, svinjerijo po domače povedano, z lasišča že speremo in potem dejansko res to drugo šamponiranje je nanašanje, bom rekla, tudi nekih aktivnih sestavin v naše lasišče, torej, ki jih ima šampon. Midva trenutno tukajle imava šampon, ki vsebuje tako keratin, kot si že omenil, pa tudi protivitamin B5, provitamin B5, torej zakaj sta te dve sestavini dobri za lase, ki so suhi in manj sijoči, lahko rečeva tudi neukrotljivi. Kaj naredita ti dve sestavini? Provitamin B5, v bistvu pantenol, to je tisti, ki hidratizira lase, jih vlaži in jaz kot frizer recimo opažam, da so lasje v večini primerov samo suhi, potrebujejo hidracijo. Jaz nimam neke veliko stran, ki bi imele res poškodovane lase, tretirane lase, ampak kronično suhe lase, če bi lahko temu tako rekli. Suhi lasje potrebujejo dodatno hidratacijo, dodatno nego, ampak ne tisto vodo iz okolja, ampak provitamine in pantenol. Pantenol je tisti, ki bo zelo lepo vlažil. In pa v bistvu keratin, govorimo o keratinskem šamponu. Keratin je tisti gradnik samega lasu, ki bo v bistvu pocementiral, če lahko tako rečemo. Zgladil sam las. Ja, ne, sej tudi dejansko, ne, mogoče ste se kdaj tudi že odločili za kakšno keratinsko nego, ne, tam se še sploh vidi, ne, da res so potem lasje ne samo sijoči, ampak tudi res tista raven, zglajen, zglancan las, bi rekli pri nas v naših koncih. No, ampak mogoče še to, ne, zdaj se vrtiva okrog šampona, dizajn keratin. Koliko zelo pomembno je, da mi zase zberemo pravi šampon, še posebej poleti? Absolutno, to je ena izmed osnovnih stvari, zato ker v bistvu s pravilnim šamponom začnemo to rutino pravilne nege samih las, o kateri bomo kasneje govorila. Zelo lep lesk imaš na tvojih laseh, moram pohvaliti. Hvala lepa. In v zadnjih časih so se sploh na TikToku, na Instagramu začeli pojavljati trendi zrcaljena, torej mirroring. Zrcalni trendi v smislu, da so lasje res fejst spolirani, fejst sijoči in v takih primerih je keratin eden izmed tistih, ki lahko naredi ta zrcalni efekt sploh na temnih laseh. Ja, wow, super, to mi je že všeč in glejte, keratin vsebuje torej tudi dizajn linija keratin, zdaj sem predstavila šampon, seveda pa je to zgolj prvi korak. Midva sva že prej omenila, da je sploh poleti zelo, zelo pomembno, pa ne samo poleti, jaz bom rekla kar skozi celo leto. No. Pomembno je, da dodamo torej tudi regenerator oziroma balzam, kot želite, eni rečejo tako, drugi tako, v resnici pa je najbolj pomembno to, da ga uporabite, ker lahko se mi torej očistimo lase, očistimo lasišče, ampak ni pa potem na koncu tistega pravega leska, ni tistega finiša, ne? In seveda eden od poletnih izzivov so zagotovo torej tudi suhi neokrotljivi lasje, ki pa jih bomo s pomočjo pravega balzama oziroma regeneratorja lahko omejili, torej vse te, bom rekla, negativne lastnosti poletja, ki nam niso najbolj všeč. Ja, zelo lepo si rekla regenerator, kar pomeni, da v bistvu regenerira same lase. In tu sem včasih zelo žalosten, da ga stranke kar enostavno spustijo. Regenerator je tisti, ki v bistvu ne bo zmastil las, kar velika večina samih gledalcev misli. Regenerator sam po sebi nima te možnosti. Regenerator bo zaprl to lasno steblo, bo naredil res lep odboj svetlobe in s tem se bodo lasje tudi svetli.
zaščito, torej narediti bo tak ščit okrog samega Ja. lasu. Zelo pomembno je, da v bistvu speremo ga. Spiranje je tisto. Opažam, da ga sami gledalci oziroma same moje stranke premalo spirajo. Aha. Nekje 2 do 3 minute bi ga mi mogli držati na samih laseh, potem bi ga mogli pa kar še enkrat toliko časa spirati, kar je kar veliko. No, torej, super poudarek, ne? Ni problem o samem regeneratorju, ne? Problem je torej v tem, da ga premalo speremo, oziroma mogoče tudi to, da ga previsoko nanesemo, tudi to mogoče, ker seveda, mislim, če jaz prav vem, je treba regenerator nekako, ne na lasišče, po dolžini las, s poudarkom bova rekla, predvsem na spodnjem delu konicah, ne? Je tako nekako pravilno? Absolutno. Okay. Ravno to je ponavadi, ko smo navajeni, ne vem, kako ti uporabljaš, jaz vedno, ko si šampon dam na samo roko, potem grem direktno na samo lasišče, direktno po sami prečki. Kar se tiče samega šampona, je to dobro, ampak mogoče lažje, če ga utremo tudi na zadnjem delu. Kar se tiče samega regeneratorja, pa nikakor ga ne nanašati na samo lasišče, ampak predvsem po dolžini, bolj proti samim konicam. Daj mi recimo pokaži takole, mogoče, koliko bi ti za mojo dolžino las dal recimo balzama za lase Design Keratin, koliko recimo bi ga stisnila? Pa recimo za eno mandl. Za en mandl dovolj, zato ker so vsi izdelki zelo koncentrirani. Da v bistvu same te izdelke bi imele stranke dlje časa. Ni to nek šampon, ki bi oziroma regenerator, ki bi ga mogli uporabljati v nekih velikih količinah. Predvsem pa, kjer mi je ravno poudarek na tem, da mora biti regenerator od 2 do 3 minute na laseh, ker res opazim, da kar včasih ga damo na lase, pa kar prehitro speremo. Dajmo mu možnost in čas, da naredi svoje. Jaz sem ga vmes tudi malo povonjala, prijeten vonj ima, prijeten, ampak hkrati ne preveč vsiljiv, tako da meni je všeč, da pač, ko si lase umijemo, da seveda imajo tisti prijeten vonj, ampak da še vedno imamo pa mi možnost, da lahko dodamo svoj parfum, ne moteč se z vonjem našega šampona oziroma balzama. Zdaj, ko sva se že malo lotila, to se pravi, kako pravilno nanesemo balzam, mogoče še kakšen trik, kako lahko okrepimo njegovo delovanje. Ga recimo, ne vem, lahko poleti pustimo kar na mokrih laseh, kaj bi rekel? Mogoče bi ga lahko pustili na mokrih laseh, ampak predvsem, kaj jaz mojim strankam priporočam, je tisto, da preden, potem, ko si lase seveda umijejo, preden nanesejo sam regenerator, da do dobra usušijo z brisačo. Ne sfratirajo, ampak usušijo z brisačo. Takrat bo koncentracija samega regeneratorja dosti večja. Lahko bi uporabili tudi mogoče toplo brisačo. S toplo brisačo bi dodatno pospešili samo delovanje. To so tisti majhni triki, s katerimi lahko... Velikih mojstrov. No, glej, imamo le enega mojstra tukaj, ne? Kaj zdaj? Veš kaj, to, kar si rekel, toplo brisačo, ker jaz sem dejansko slišala, da tudi sama toplota še dodatno odpre las, ne? Tako je. Kar pomeni, da bojo verjetno potem vse sestavine, ki jih ima ta vrhunski izdelek, lažje prodrlo v sam las. Super. In pa recimo tam nekje lahko rečeva tudi 5 minut mogoče čez poletje. Dava 2 minuti več, a ne? Lahko ga pustimo dlje časa, lahko ga pustimo tudi recimo, da se stuširamo, pa na koncu, tudi če bo 10 minut, ne bo nič narobe. Vsaka minuta je v poletnih mesecih prav dobrodošla. Tako, dobrodošle pa so tudi 50-kratne točke, kaj ne, drage gledalke, dragi gledalci. Torej 50-kratne točke veljajo do nedelje na izdelke iz linije Kene Design, tako da dobrodošli, da aktivirate kupone in preizkusite tole vrhunsko linijo, ki ima mimogrede, no meni je všeč tudi ta črna embalaža, tako deluje malo bolj prestižno, a ne? En izdelek, ki ga boste imeli z veseljem postavljenega v svoji kadi oziroma tuš kabini. Kdaj pa je smiselno, Luka, poseči po mogoče še intenzivnejši negi, kot je recimo maska za lase Design Keratin Boost? A bi rekel, da to uporabljamo že kot preventivo ali dejansko, ko se že začnemo srečevati z nekim problemom ali suhih las ali podobno? Absolutno, obe dve stvari sta mogoči. Jaz predvsem mojim strankam priporočam, da vsake toliko časa, ko smo bolj izpostavljeni, ali je to sonce, ali so to neki zunanji vplivi, tudi recimo šport, ko se bolj znojimo v takih primerih, je zelo priporočljivo, da uporabimo neko regeneracijsko masko. V tem primeru govorimo o keratinski maski.
podobne sestavine so, dodali smo še karitejevo maslo. Karitejevo maslo vemo, da dodatno zneguje same lase. In pa recimo nekje na teden, če si zelo pogosto umivamo lase, ali pa tudi na mesečni bazi je dovolj. Da res na hrani masko jaz puščam kar dlje časa. Približno, kaj bi rekel? Pa bi rekel recimo 5 do 10 minut. Poznam tudi primere, kjer jo puščajo 1 uro in imajo res fantastične rezultate. Verjamem, ja. Tako da... V bistvu, ja, tukaj pa majčkeno organizacije potrebne, a ne? Ko si gremo pač umivati lase, si potem damo pač nek upravek znotraj hiše oziroma znotraj stanovanja, ne? Lase zapnemo verjetno z neko sponko, a ne? Da pač ostanejo in da itak jih prej že tudi ožamemo, a ne, nežno, da gre lahko torej maska še bolj intenzivno v samo globino in potem pustimo, ja, dlje časa, ko bomo pustili, bolj bo delovala. Je pa res, da verjetno je tukaj tudi zelo pomembno, da dobro speremo izdelek. Absolutno dobro speremo. Poznamo tudi, v zadnjih časih so se v frizerstvu zelo začeli dogajati slojevite stvari. Torej isto kot make-up dajemo. Plastenje, to ste verjetno že imeli, temu ste že govorili. Gremo na frizerstvo, tudi pri frizerstvu je plastenje, lahko nanesemo v smislu sam šampon, ki bo čisto, samo masko, ki bo zregenerirala same lase in pa potem regenerator kot nek zaključek, da v bistvu regenerator dodatno zapre. Da v bistvu bi dal po vrstnem redu šampon, potem masko in zaključil s samim regeneratorjem. Evo, ne, in potem boste imeli ta zrcalni efekt las, ne, ki je zdaj tako zelo popularen. To se pravi tisti efekt, ko se lasje tako zelo svetijo, da se lahko tisti, ki vam stoji nasproti vas, kar pogleda v vašo pričesko. Skratka, bi morali mi biti vsi poleti na kaj še posebej pozorni pri laseh, ne glede na to, kakšen tip las imamo. Ena stvar, ki jo moramo poleti res narediti za to, da bodo naši lasje lepi in sijoči. Ja, jaz bi rekel predvsem, da moramo uporabljati šampone, regeneratorje, maske, ki imajo color lock tehnologijo. Torej tehnologijo, ki vsebuje zaščito pred UVA, UVB žarki. Ta tehnologija v bistvu sama po sebi bo zaščitila samo barvo pred bledenjem. Vsi ti izdelki, o katerih danes govorimo, že imajo to, da v bistvu zelo lepo tudi so ravno primerni na splošno za lase, ki se mogoče so nagnjeni k bledenju barve, ki se prej sperejo sami. Super temo si odprl, ker v bistvu sem te ravno želela vprašati, kako je z barvanimi lasmi poleti. Zakaj se nam torej ta barva tako hitreje izpira ali pa se recimo spremeni, bom rekla, če se že barva ne izpere tako zelo, se spremeni ta ton, a ne? Kaj lahko mi naredimo, da bodo lasje čim dlje časa, tudi ker se barve ostali takšni, kot si želimo? Ja, mogoče izogibanje soncu, izogibanje slani vodi, ampak vemo, da v določenih primerih se ne moramo izogniti, takrat pa mora biti res tista nega, ki bo znegovala same lase, ki jim v bistvu povrne samo življenje. Daj mi povej, prej si tako lepo rekel, večina mojih strank v bistvu nima poškodovanih las, ampak ima samo zelo zdehidrirane, suhe lase. Kako mi sploh vemo, kako vidimo razliko, kako ne jaz vem, ali imam zdaj las suh, ali imam las poškodovan? Ali moram biti k frizerju, da mi to dejansko pove? Verjetno, ne? Ne, nikako ne rabiš iti k frizerju. Jaz predvsem gledam potem, ko primem sam las, če je sam las, da čutim neke grobe, to pomeni, da je sama kutikula odprta, takrat že vem, da bom mogel nameniti mogoče malo več časa sami nege regeneraciji. Ko so lasje bolj poškodovani v smislu, da se hitreje lomijo, da so mogoče kot žvečilka, sploh ko so mokri, v takih primerih keratin ne bo dovolj, takrat moramo poseči po nečem malo bolj močnejšim, mogoče repair linija. Torej, Luka, kdaj bi rekel, da je smiselno v rutino vključiti šampon, kot je Design Repair? Design Repair bi zagotovo priporočil strankam oziroma gledalcem, ki imajo poškodovane lase, kateri lasje se hitreje lomijo. Na kakšen način pa zares ugotovimo, da se lasje hitreje lomijo? Takrat, ko so bolj porozni, ko v bistvu opazimo, da je sama kutikula dosti bolj odprta, to predvsem utipamo na samih laseh. En zelo dober trik je tudi, ko imamo lase mokre, če so fejst elastični, pol je to znak za linijo repair. Torej za eno bolj močno obnovitveno linijo
in ta linija vsebuje tudi organsko arganovo olje. Arganovo olje poznamo, da ima zelo dobre aminokisline. Aminokisline so tiste, ki hidratizirajo lase, ki jim dajo samo vlago. Torej, to je neka nadgradnja samega keratinskega šampona, ki bo v bistvu pripravil sam las. Kaj pa recimo blondinke? Vemo, da sploh nega svetlejših las, sploh tisti, ki so torej barvani svetli lasje, je še posebej pomembna oziroma mora biti nekoliko bolj izdatna. Bi recimo tudi za njih priporočal šampon Design Repair? Absolutno. Ko govorimo o blondnih laseh, takrat govorimo o laseh, ki so bolj tretirani. Torej, takrat smo mogli spreminjati samo strukturo samih las, ti pigmenti, ki so v samih laseh, nekaj se je dogajalo z njimi in takrat vseeno potrebujemo nekaj bolj močnega, bolj efektivnega. In linija Repair je tista, kot že samo ime pove, ki popravlja same lase. No in vsi tisti, ki potrebujejo to linijo, zagotovo ne bodo ostali samo pri šamponu, ampak se bodo poslužili na koncu torej tudi regeneratorja, balzama za lase. Pri Design Repair govorimo torej o hitri obnovi suhih in poškodovanih las. Kaj pa recimo lahko balzam naredi za lase že po enem pranju? Če sploh kaj? Absolutno. Balzam je tisti, ki zneguje same lase, ki da ta sijaj, v bistvu pa ki jih zaščiti do naslednjega pranja, šamponiranja. Tako da v bistvu regenerator je tisti, brez katerega ne moremo v naši rutini. Luka, misliš, da dobro vznegovani lasje dejansko tudi lepše zadržijo obliko? Je pričeska zaradi tega mogoče lahko celo bolj obstojna? Absolutno. Strinjam se s tem, predvsem pa s tem, ko imamo negovane lase, kasneje pri obisku frizerja ali pa, ko bomo delali na tem, bomo lahko dosegli dosti boljše rezultate, lepše lase, več se bomo lahko poigrali, kar pa v bistvu nam je najbolj pomembno. Ja, je vedno zaželjeno. Recimo pričeske poleti, kako ženske dosežemo, da lasje zdržijo dlje, tudi takrat, ko je vroče pa vlažno? Ker vemo, ta vlaga in lasje, pač to ne gre skupaj. Tako ko elektrika pa voda ne gre skupaj, tudi vlaga pa lasje ne grejo skupaj. Vsaj po mojih izkušnjah. Regenerator je recimo eden izmed tistih, ki bo res zaprl sam las in s tem preprečil, da bi se las sam po sebi napihnil, če mu lahko tako rečemo. Torej, dejansko tudi dobro znegovani lasje so bolj odporni na vlago in na to, da nam bo mogoče neka poletna ploha pokvarila frizuro. Zdaj, če nas bo dobesedno dobila, če bo dež tekel po nas, ga verjetno ni izdelka, ki bi nam lahko pri tem pomagal, ampak govorimo o tistem, ko smo mogoče v kafiču na kavi, pa začne deževati, smo mi pod streho, ampak ker je to pač vlaga, potem začne vse cveteti. Sploh zdaj v zdajšnjih časih, ker je zelo veliko toplote in je ta vlaga zelo prisotna, v teh primerih se borimo proti tem. Tako, mogoče za konec še vprašanje, toplotna obdelava las poleti. Zdaj, vsi mi imamo radi lepo pričesko in ponavadi lepa pričeska pride z nekim oblikovanjem. Kaj priporočaš, Luka? A je bolje, da jih mogoče poleti pustimo, da se posušijo na zraku? To je čisto odvisno od strukture las. Pri nekaterih laseh je super, če se posušijo na zraku, ampak moramo gledati, da se res posušijo na zraku. Če so lasje bolj močni, debelejši, se bodo težje posušili. Takrat z enim normalnim fenom na neki srednji temperaturi zelo lepo lahko. Ima pa Kene sicer tudi ogromno odličnih izdelkov za toplotno zaščito las, to se pravi, to je izdelek, ki ga je nedobro uporabljati samo takrat, kadar se lase lika ali pa kodra, ampak že čist pri navadnem sušenju las. Absolutno. Toplotna zaščita je res nekaj, kar lahko rečemo, da je naložba v prihodnost za naše lase. A sem lepo povedala to, a je res? Zelo lepo si povedala. No, ampak se mi zdi prav, da nekako menjava, da tudi če mi naredimo čisto vse prav, tudi če torej sledimo vsem tem korakom, to se pravi pri izboru pravega šampona, potem pravega regeneratorja, na koncu dneva, če potem s toploto uničimo vse tisto, kar smo prej v las dali, pa tudi nismo nič naredili, Tako da jaz res mogoče tukaj apeliram tudi na to, poleg tega, da boste zbrali pravi šampon Kene, pravi regenerator Kene, da poskrbite tudi za to, da ko lase toplotno obdelujete, nanesete prej tudi zaščito. Luka, res ti ful hvala za vse te tvoje super nasvete. Sej bi še kaj
povedali, ampak verjamem, da se tako malo spet oglasiš v naši oddaji. Sva pa lepo tole osvetlila, torej nego las poleti. Verjamem, da smo se skupaj naučili mnogo novega. Hvala ti za tole. Uživaj na dopustu, če se še kaj odpravljaš. Hvala tebi. Jaz bi pa tukaj sam poudaril, da vse te nasvete dajmo pridno uporabljati, konsistentno, v lepem razporedju, da ne pozabimo, da nam ne stojijo nekje v kopalnici na omari, ampak da te rutine grejo v naš vsak dan. Tako. Ja, na dolgi rok je treba to početi in potem bodo seveda tudi rezultati najboljši. Hvala lepa še enkrat za vašo družbo. Ne pozabite aktivirati kuponov in izkoristiti lepih ugodnosti, ki torej veljajo še do nedelje. In pa držim pesti, da se boste prav vi znašli tudi na seznamu naših nagrajencev. Lep pozdrav do prihodnjič in srečno.